Metličani predali podpise proti ukinitvi nujne medicinske pomoči. Postopna obnova Krškega stadiona. Medgeneracijsko povezovanje novomeških upokojencev. Lepo pozdravljeni v novicah. Predlog reorganizacije nujne medicinske pomoči je precej razburil prebivalce predvsem na bolj odročnih predelih, ki bi do bodočih urgentnih centrov potrebovali precej časa in bi tako, ko gre za življenje in smrt, izgubljali dragocene minute. Tudi v Metliki so prepričani, da nujna medicinska pomoč v njihovem kraju mora ostati. In tako so na Ministrstvo za zdravje dopoldne odnesli več kot 3000 zbranih podpisov proti ukinitvi. V civilni iniciativi so zadovoljni z odzivom občanov, nekoliko manj pa z današnjim sprejemom na ministrstvu, ki je bil, kot je dejala Anica Kopinič, bolj hladen. Tako kot njim so na ministrstvu tudi nam odgovorili, da dežurna služba ostaja organizirana kot doslej. Dežurstva ne bodo ukinjali do nadaljnega. Nam to sicer ni ustrezen odgovor do nadaljnega, ker če tudi kadarkoli ga bodo ukinili, ne bo v redu. Glede na vse specifike, ki jih Metlika ima in naša občina, smo prepričani, da nas ne morejo obravnavati enako kot nekoga, ki je morda na 10-15 minut od velikega mesta ali pa od urgentnega centra. Nujna medicinska pomoč v kraju mora ostati, so prepričani v civilni iniciativi na občini in tudi vsaj 3000 občanov podpisnikov peticije. Ministrstvo se je odločilo, da se bo problema zdravstva začelo reševati na tistem koncu, ki dejansko je najmanj njihova odgovornost. Namreč primarno zdravstvo je v odgovornosti lokalne skupnosti in če hočejo to reševati, potem naj tudi prevzamejo zdravstvene domove in naj uredijo tako, kot mislijo, da je prav. Dokler pa smo občine ustanovitelji zavodov, pa naj nas vsaj vprašajo, kaj o tem mislimo, pravi Zevnik. Že Metlika sodi med bolj oddaljene konce, kaj šele odmaknjeni kraji v občini, ki so že od sedanje nujne pomoči oddaljeni precej. Mi imamo urejeno urgentno postajo, zgrajeno novo vozilo, opremljeno. Naša nujna medicinska pomoč je na visokem nivoju, bi rekla nadstandardni. Odzivni čas bi se v primeru ukinitve precej podaljšal. Tudi predvideni satelitski center v Črnomlju bi bil oddaljen več kot 20 minut. Specifika pri nas je takšna, da enostavno mi se dosti poslužujemo helikopterskih reševanj. V prejšnjem tednu smo imeli 2 klica in zdaj bo prišel reševalec do pacienta in ta reševalec ne bo imel pooblastil, da pokliče helikopter. Se predstavljate, koliko časa bo minilo, preden bo en zdravnik lahko poklical helikopter, v tem času je pa lahko pacient že v Ljubljani na operacijski mizi. Na zdravstvenem ministrstvu pravijo, da skupina za pripravo pravilnika o reorganizaciji nujne medicinske pomoči zaključuje z reševanjem pripomb, da pa že lahko povejo, da koncept sistema nujne medicinske pomoči in glavni gradniki, torej urgentni centri, satelitski urgentni centri, dispečerstvo, triaža, prvi posredovalci, ki so opredeljeni v osnutku pravilnika, ostajajo enaki, da pa bo dežurna služba torej še naprej organizirana kot doslej. Nadaljujemo v Krškem. Stadion Matije Gubca je bil zgrajen sredi 70. let in je bil takrat med največjimi. Ima 1600 sedežev na pokriti tribuni in okrog 10 000 stojišč. Najbolj odmevne prireditve na njem so bile speedway tekme. Z letošnjo sezono pa je postal še prizorišče prvoligaških nogometnih tekem. Občina načrtuje njegovo postopno obnovo. Začeli so jo z odvajanjem meteornih vod s travnatega igrišča in speedway steze, za kar je bilo treba vgraditi dobrih 360 metrov cevi. Odstranili bodo stare bokse in jih nadomestili z zidom. Zahteve so tudi strani organizatorja SGP-ja, se pravi Grand Prix-a, da mora biti dostopnost zaradi prenosov televizijskih in podobnega pač večja in zaradi tega smo se odločili, da bomo ta del stadiona obnovili. V načrtu pa imamo še več obnov, vendar jih ne bomo izvršili vse v letošnjem letu, ker gre za preveč velika sredstva. Zamenjali so 1600 starih dotrajanih lesenih sedežev na tribuni, ki bo tudi deležna obnove, zgraditi pa je treba še tribuno za posebne goste. Obnova bo potekala po fazah. Na letni ravni gre to za približno 100 000 evrov, vendar se pravi, celoten projekt pa je dosti več vreden, kajti je kar potrebno nekaj teh posegov napraviti. Nogometaši imajo sedaj, ko so se prebili v prvo ligo, tiho željo po dodatnem igrišču.
Župan meni, da prostorske zmogljivosti zadoščajo, saj imajo ob glavnem igrišču še enega z umetno travo. Plus tega pa še eno pomožno igrišče, ki je nastalo dejansko spontano, je pa na državnem zemljišču in drugi zemljišč, na kateri bi lahko to delali oziroma razširili, še te kapacitete pa nimamo v tem trenutku, tako da sedaj govoriti o nekih novih igriščih ni možnosti. Vse to bi terjalo tudi precej denarja. Stališče občine pa je, da ne vlagajo le v razvoj enega športa, v tem primeru nogometa, pravi župan. Nogometaši Krškega sicer po prvih 2 krogih vodijo v prvi slovenski nogometni ligi in so edini s polnim izkupičkom 6 točk. Na 2. oziroma 3. mestu pa jim sledita Olimpija in Krka. Na Puščavi pri Šentrupertu so v okviru lesno-predelovalnega centra utrdili spodnjo ploščad, kjer zbirajo odpadni les. Naredili so tudi temelje za halo, v katero bodo umestili žago in sušilnice za razžagan les. Za izvedbo tega čakajo na odgovor Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja glede podaljšanja roka za črpanje nepovratnih sredstev. Pričakujejo pozitiven odgovor, izpostavlja župan Rupert Gole. Lesno-predelovalni center Šentrupert je eden od 3, ki so uvrščeni v projekt Lesni centri Dolenjske. Gre pa za to, da v bistvu skozi te lesne centre, ki so mikroregijsko umeščeni, se lahko vključujejo tudi vsi tisti, ki se ukvarjajo z lesom, ne da so locirani, bom rekel, neposredno v samem centru, ampak tudi v tej mikroregiji, sprav mizarji, tesarji, oblikovalci, ki oblikujejo v lesu in tako dalje in tako dalje. Lesno-predelovalni centri Dolenjske sodijo na prvo mesto med prioritetami razvojnega centra Novo mesto, zato je Gole prepričan, da bodo potrebna sredstva dobili. Ne samo za to podjetje Ahaus, ki se je umestilo in je trenutno investitor, ampak tudi za vse tiste, ki bodo videli pač neko svojo podjetniško idejo ali pa dejavnost na področju predelave, raziskav in obdelave lesa. Gre pa za celotno finančno perspektivo, tako da je pač za pričakovati, da to v naslednjih 7 letih bo teh sredstev kar veliko. Za jugovzhodno Slovenijo naj bi namenili okrog 150 milijonov evrov, gre pa tako za nepovratna kot povratna sredstva v obliki ugodnih kreditov, dodaja Gole. S tem, da je treba poudariti, da veliko sredstev je v tej finančni perspektivi predvsem za raziskave in razvoj. Je seveda tudi, kar so znatna sredstva tudi za investicije, predvsem pa je poudarek na razvoju novih tehnologij, novih izdelkov, polizdelkov in tako naprej, dizajna in vse tisto, kar bi lesu dalo res čim višjo dodano vrednost. Do zdaj so na Puščavi vzpostavili prvi del verige, torej del, ko iz odpadnega lesa delajo energent, iz tega pa energijo. Odpadni les podjetje Ahaus, ki je nosilec razvoja in izgradnje in investitor v lesno-predelovalni center, odkupuje deloma od lokalnih lastnikov gozdov, deloma pa je to odpadni les iz žag, iz različnih žag, ki nekako v neki ožji ali širši regiji pač ponudijo ta odpadni les v odkup. Če želijo dobiti čim večjo dodano vrednost, pa je treba vzpostaviti čim več členov v tej verigi, še dodaja. Žužemberški občinski svetniki so na zadnji seji med drugim obravnavali predlog odloka o uporabi sredstev proračunske rezerve za leto 2015 in ga potrdili brez glasu proti. To so sredstva, ki so namenjena odpravi posledic elementarnih nesreč. V Žužemberku se je pred 2 letoma zaradi obilnih padavin sprožil plaz na delu lokalne ceste, ki vodi z državne ceste do mostu v Žužemberku, zasul pa je del kozolca in del cestišča. In ker smo po 2 letih nekako uspeli dogovoriti komisijo na državi, da bo tudi del sredstev sprostila za ta namen, mora občina tudi nekako glede na zakonsko podlago ta sredstva dejansko nameniti, ki jih ima v samem proračunu. Višina proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč znaša dobrih 49 tisoč evrov, od tega bodo glavnino, več kot 47 tisoč, namenili obnovi omenjenega plazu na cesti na Loko. Dodatnih 10 tisočakov pa bodo zagotovili še iz postavke urejanje gozdnih cest. Vrednost sanacije je sicer ocenjena na več kot 400 tisoč evrov, razliko pa naj bi v 2 letih zagotovila država.
Sanirano bo odvodnjavanje iz državne ceste in pa tudi del iz lokalne ceste in pa do same Krke in nazadnje seveda tudi oporni zid, tam kjer je plaz poškodoval zemljišče in tudi del cestišča. Župan je svetnike seznanil tudi z donacijo podjetja Keko oprema. S tem denarjem bodo začeli urejati odsek Dvor Sadinja vas na cesti Dvor Brezova Reber Prečna. Gre se za približno 20 000 evrov sredstev, to je za izvedbo projekta. To pomeni projekt do gradbenega dovoljenja. Na tem odseku lokalne ceste so neurejene bankine in zaraščene brežine, prav tako ni urejeno odvodnjavanje, zaradi slabe površine pa je oteženo tudi njeno vzdrževanje. Medgeneracijsko povezovanje je to poletje moto v Društvu upokojencev Novo mesto. Vsak teden namreč pripravijo različne poletne delavnice, namenjene tako starim staršem kot njihovim vnukom. Tako dejavno preživljajo poletne dni v družbi različnih generacij. Na zamisel o poletnih dejavnostih za različne generacije so prišli na podlagi pozitivnih izkušenj iz krompirjevih počitnic. Pripravili so raznolik program, ki bo trajal vse do sredine avgusta, in sicer ob torkih, četrtkih in petkih, dobrodošli pa so prav vsi. Lahko pridejo brez najav, sicer želimo, da so najave, zato da lahko tudi za njih kaj pripravimo. Saj vemo, da otroci želijo poleg aktivnosti, ki so v delavnicah, tudi malo druženja in zato vedno malo poskrbimo. Poleg različnih dejavnosti je v ospredju medgeneracijsko sodelovanje. Želimo s tem medgeneracijskim sodelovanjem ustvarjati most med generacijami, da starejši skozi najmlajše spoznavamo njihovo rast, njihove želje, njihove potrebe, pa tudi da najmlajši spoznajo nas starejše z druge plati. S programom so želeli pritegniti čim širši krog ljudi. Tako so že pripravili glasbeno in športno obarvan teden, poučili so se na primer tudi o tem, kako preživeti v naravi. Še družabne igre, razne take, ki so se včasih jih igrali detki in babice, in mogoče tudi vnuki bojo nas naučili kakšne nove igre, ki se igrajo zdaj. Imeli bomo tudi en teden, ki bo namenjen kuhanju, in pa en teden, ki bo z našimi likovniki, ki imajo v Društvu upokojencev svojo sekcijo. Z našo kamero smo udeležence ujeli med igranjem šaha oziroma, kot pravijo v društvu, pri športu za um. Že otrok se nauči potem raznih kombinacij, ki razmišljanja o nečem abstraktnem, ki spravlja potem v neko konkretno akcijo, in mislim, da je mu to lahko vsem koristi potem v zrelih letih. Za upokojence mislim pa, da je zato dobro, da ohranjamo vendarle še tudi možgansko aktivnost. Igranje hitropotesnega šaha se je sicer zaradi razvoja tehnologije precej spremenilo, pravi Škerl. Zdaj, ko se igra pa na uro, je čas pomembna kategorija oziroma faktor, ki jo odloča, se pa igra do konca, ker lahko nekdo, ki je popolnoma zgubljen pozicijsko zaradi tega, ker mu ohrane čas, nasprotniku pa pade za stavca. Sicer pa tudi najmlajši dobro poznajo pravila te igre. Tako da postaviš najprej vse na svojem mestu. Za zmago pa je potrebna taktika, dobra taktika. V Novomeškem društvu upokojencev je sicer 2300 članov, program aktivnega staranja pa imajo močno razvejan. Nekoliko bolj muhasti poletni dnevi so kot nalašč za kakšno partijo šaha ali katero od družabnih iger. Želimo vam lep večer in vabljeni v našo družbo tudi jutri.